spomnimo se Železnikov iz 2007, pa potem Gorenja vas Poljane iz 2014. Seveda ni noben od nas pričakoval takšne posledice. Ampak pri takih ekstremnih padavinah enostavno, pa kot pravim, lociranih lokalno, nimamo praktično inštrumenta, da bi stvari ublažili. Tako kot leta 2023, mi smo videli signal, da se bo nekaj dogajalo, ne? Da bo ekstremno, da bo hudo. Točno kje, v kateri dolini, ne? Ker vemo tudi, posledice so bile zelo različne po Sloveniji, ne? In točno kje, v kateri dolini se bo zgodilo, to pa žal ne. Še danes trdim in bom trdil verjetno do smrti, da 2023 smo s tem, kar smo počeli tiste 4 dni pred dogodkom, rešili veliko človeških življenj. Ne mi, ljudje, ki ste nas poslušali. Smo nad 1,5 stopinje glede na predindustrijsko dobo globalno, v Evropi so te številke še više, v Sloveniji še više kot povprečne temperature v Evropi. Fizika atmosfere je jasna, ne? Više, ko so temperature, več bo teh ekstremnih dogodkov. In to meritve kažejo, zapravi, temperatura se viša, to je jasno. Realnosti podnebnih sprememb že dolgo ni več mogoče zanikati. Vplivajo na rastline, živali, talijo se ledeniki, krušijo kamnine na gorskih stenah. Prizadevajo nas vse bolj pogoste suše in poplave. Viša se povprečna temperatura, več je izrazito vročih dni in vse manj hladnih, manj je snega po zimi. Kot da dobri stari letni časi izginjajo. Vsi to vidimo in občutimo. Kako močan dejavnik podnebnih sprememb je človeška civilizacija. O tem se še zmeraj krešejo mnenja. Mnogi trdijo, da gre pač za naravne cikle, na katere nimamo vpliva. Konkretne meritve in podatki pravijo drugače. S čim lahko svoj vpliv na podnebne spremembe zmanjšamo in kako se soočamo z njihovimi posledicami. O tem bomo spregovorili z gosti tokratnega podcasta Samo en planet. Z nami so Mojca Dolinar, direktorica Urada za meteorologijo, hidrologijo in oceanografijo pri Arsu, Srečko Šestan, poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije, in Blaž Kurnik, vodja oddelka za podnebna tveganja in odpornost pri Evropski agenciji za okolje. Lepo pozdravljeni in hvala, ker ste se odzvali našemu vabilu na tole pravzaprav kar težko in na nek način tudi kontradiktorno temo, kajti še vedno so mnenja deljena, pa mogoče za začetek razložimo oziroma odgovorimo tem najhujšim podnebnim skeptikom in dajmo argumente, zakaj in od kod te trditve veljajo, da človek svojo civilizacijo, svojim delovanjem, svojo industrijo, svojim nenazadnje vsakodnevnim življenjem tudi vpliva na podnebne spremembe. Blaž? Pa pojdimo po vrsti, okay, potem, da si ne bomo zdaj spogledovali, kdo naj začne. V bistvu se tudi lahko Mojca več pove. V bistvu fizika atmosfere je jasna. Ne? To zapravi, več, ko imamo izpustov, emisij toplogrednih plinov v atmosferi, več se energije zadrži in energija v atmosferi se seveda mora potem nekako pretvoriti. Ne? In to se potem pretvori v ekstremne dogodke. In to so lahko vročinski vali ali pa tudi ekstremne padavine. Ne? In to se vidi. Više, ko so temperature, več bo teh ekstremnih dogodkov. In to meritve kažejo, zapravi, temperatura se viša, to je jasno. Smo nad 1,5 stopinje glede na predindustrijsko dobo globalno, ne? V Evropi so te številke še više, v Sloveniji še više kot povprečne temperature v Evropi. In Južna Evropa je seveda en takšen, recimo ena točka, kjer se v bistvu kar nekaj teh podnebnih tveganj je vidnih. In to vidimo tudi v ekstremnih dogodkih, ki so vedno bolj pogostejši, pa tudi vedno močnejši. Ne?
Rekli ste, Slovenija se segreva še hitreje Od Kaj? evropskega povprečja. od evropskega povprečja. Ja. Kaj vpliva na to? Mislim, zakaj? Ste verjetno raziskovali, a ne? Kje mi tičimo, v kakšnem predelu, da se v Sloveniji zrak segreva še hitreje oziroma se temperatura na letni ravni povprečna še hitreje dviga. Ja, to je zaradi lege Slovenije, geografske lege, če pogledamo cel svet. A ne. Če bi Zemljo pogledali oddaleč, ne bi videli, recimo, tako kot je rekel Blaž, za 1,5 stopinje skoraj se je že segrela, za dobro 1 stopinjo. Ne. Posamezna leta so res že dosegla 1,5 stopinje. Če bi pa bolj podrobno pogledali, se pa Zemlja zelo različno segreva. Ne. In to je v veliki meri odvisno, recimo, če pogledamo Slovenijo, od bližine oceanov. Ne. Oceani delujejo blažilno. Veliko energije sicer sprejemajo, ampak njihova toplatna kapaciteta je drugačna kot od zraka, ne, in zaradi tega nekoliko ublažijo samo segrevanje. In recimo države, ki so bliže Atlantskemu oceanu v Evropi, se počasneje segrevajo, tiste, ki so bolj oddaljene, pa močneje. Če gremo pa še proti severu, proti polom, je pa to segrevanje še močnejše, ne, tudi hitrejše kot v Sloveniji. Ne. Temu sledi taljenje ledenikov, a ne? In ledene skorje. Tudi v Sloveniji smo priča kar prehitremu taljenju ledenikov in pogovarjala sem se tudi z enim od raziskovalcev podzemnih jam, kar je zelo nenavadno, vsaj za nas laike, je, da se tudi ta led, ki obsega nekaj metrov, ne, v nekaterih jamah, tudi zelo hitro tanjša in tali. To je kar malo strašljiv, pa na nek način za nekoga, ki misli, da je pod zemljo, pa vendarle še vedno vse tako, kot mora biti, a ne, kar tak presunljiv podatek, če uporabim malo to emocionalno besedo, ne. Kaj nam to govori, ne? Da vendarle je tudi to del nekega naravnega procesa, da se led pod zemljo tali, ali je to pod vplivom sprememb v ozračju? Jaz nisem ravno strokovnjak, ne, s tem se krasoslovci veliko ukvarjajo, je pa definitivno, bi rekla, tam, kjer je več dotoka ali pa več stika, ne, jam z zunanjim svetom, je seveda vpliv večji. Ne samo na led, ampak ugotavljajo tudi, da se temperatura v jamah, ki je relativno zelo konstantna, ne, to smo se že v osnovni šoli učili, da se spreminja. Ne. Se pravi, da te spremembe, ki so zunaj, recimo v prosti atmosferi, se počasi selijo ali pa vplivajo tudi na jame, ki so pa ene manj, druge pa bolj odprte na ta zunanji svet. Zdaj, v teh desetletjih, Srečko, ko vi delujete znotraj civilne zaščite in ji zadnje več kot desetletje, a ne, tudi poveljujete, ste se verjetno srečali z zelo različnimi izrednimi dogodki, ne. Mi temu še vedno rečemo naravne nesreče, mogoče bi jih morali zdaj po vseh teh dognanjih, da veliko prispeva tudi človeška civilizacija, preimenovati, ne, v kombinirane človeško-naravne katastrofe, ampak vendarle v vaših opažanjih skozi ta desetletja, ne, recimo, kaj opažate? Je pogostost teh dogodkov, a ne, večja, približno enaka, tudi njihova intenzivnost, govorim zdaj o poplavah, o sušah, potresih so pač neka druga reč, ne. No, jaz bi tako rekel, brez kakšnih statističnih podatkov, bolj iz glave, teh 30 let ali pa 13 zadnjih, ko sem poveljnik, dejansko zdaj so ti dogodki bolj pogosti, bom tako rekel, po občutku, pa verjetno, če bi gledal statistiko tudi. Ne smemo pa pozabiti, da smo tudi že imeli take dogodke, tudi morda še sorazmerno hujše. Spomnimo se železnikov iz 2007, pa potem Gorenja vas Poljane iz 2014. Zdaj smo imeli 2023, seveda tu še v velikem obsegu.
Ampak karakteristike teh stvari se dejansko spremenjajo. Ali na to vpliva tudi človek, jaz se strinjam, sigurno delno vpliva, ampak tu mora stroka, znanost povedati, jaz sem tega področja seveda laik. Opazujemo pa seveda te spremembe v smislu samih posledic tega dogodka. Ti dogodki so tako siloviti, da recimo v zelo kratkem času, Mojca tu ve še bolj kot jaz, v zelo kratkem času dobimo ogromno količino padavin. Zraven teh količine padavin spremlja tu še veter, močan veter ali pa ne vem, piš. In seveda večina Slovenije ni grajena za vetrove nad, bom rekel, ne vem, 70 km/h ali pa še manj. Zato imamo tudi veliko škode na strehah, na dobro avtomobili, tako ali tako. Potem te dogodke spremlja tudi zaradi te silovitosti verjetno še toča. In to se potem, ta skupek dogodkov naredi škodo ali pa, bom rekel, posledice še toliko večje. Kar je pa še, bom rekel, še slabše, da na takšen dogodek, ki je ekstremno težko, bom rekel, napovedljiv lokalno, ali pa sploh ni, ne me popravi, če ni res, ampak jaz sem z njenimi fanti stalno na vezi, da je težko napovedljiv. In primer, kot sem jih omenil, Gorenja vas, Poljane, Železniki, to obe sta sori, med sabo sta oddaljeni, ne vem, nisem šel nikoli meriti, govorim 10 ali pa malo več zračne linije kilometrov in ne morejo napovedati, da bo prišel zdaj v Železnike, jutri ali pa včeraj pa v Gorenja vas, Poljane. In to je tisto, kar potem tudi nam otežuje delo. Recimo, mi pri klasičnih poplavah, tako imenovanih, smo imeli časa. Oni so napovedali, mi smo imeli 2-3 dni časa, lepo smo lahko postavili vreče, tretje, pripravili vse, kar je bilo treba. Zdaj seveda imamo čas od napovedi. Oni nam napovedo 2 dni prej, 23. je bilo celo 4 dni prej napovedano. Seveda ni noben od nas pričakoval takšne posledice. Ampak pri takih ekstremnih padavinah enostavno, pa kot pravim, lociranih lokalno, nimamo praktično inštrumenta, da bi stvari ublažili. Jaz upam, da bomo v bodoče imeli, morda tudi bodo oni imeli v bodoče kakšne inštrumente, da bodo lahko še bolj natančno napovedali, da bomo vsi skupaj še bolj učinkoviti. Ampak jaz ocenjujem, da smo zdaj zelo učinkoviti, vsi skupaj. Ali pa, bom rekel, smo odlični, resnično odlični. Jaz v takih primerov v Evropi je zelo malo. So tudi ljudje bolj in bolje pripravljeni na to, ko se nekaj takega ko smo začeli, Mojca bo lahko ni več panike in tega, ljudje reagirajo paniko težko ocenjuješ, ampak Mojca bo lahko potrdila, ko smo začeli z opozorili, v začetku so bili to alarmi, rdeči, oranžni, rumeni, takrat smo tudi naredili, bom rekel, taktiko, da imamo ob rdečem opozorilu tiskovno konferenco na Arsu, kjer smo deležniki, ki vsaki svojega področja nekaj ljudem povemo, jim damo navodila, jih opozorimo in jaz trdim, še danes trdim in bom trdil verjetno do smrti, da 2023 smo s tem, kar smo počeli tiste 4 dni pred dogodkom, rešili veliko človeških življenj. Ne mi, ljudje, ki so nas poslušali. In tu je primer, bom rekel, dobre prakse, mi temu rečemo ozaveščanje, ki ga malo državah poznajo. Podoben obseg dogodka v Nemčiji je terjal 19 smrtnih žrtev. Mislim, da je leto ali 2 pred našim dogodkom. 300. Ne misliva na isti dogodek, morda. V Grčiji pa, da ne govorim, tam pa še več. Tako da moja ocena, pa ni samo moja, je ta, da smo mi z tem našim stalnim, bom rekel, opozarjanjem ljudi in tudi, da smo jih navadili. Zdaj veliko ljudi, če boste vprašali radarsko sliko, ogromno ljudi tu gleda, zna pogledati, ker radarska slika je res tista, ki pove, čez 10 minut ali pa pol ure boš pa lahko potencialno dobil paket. Rekel, zdaj sem polepšal iz zraka. V tem smislu. In jaz verjamem, da smo veliko vsi skupaj naredili, zato pravim, da smo odlični. Seveda, ti odlični se da tudi, včasih so rekli v osnovni šoli +5, tudi to se da. Pa tudi to bomo dosegli verjetno v bodočnosti. Mislim, to so zelo dobre novice in to, kar ste zdaj povedali, je zelo pomirjujoče, da dejansko se znamo soočiti in spopadati z nesrečami, ki se nam zgodijo. Druga plat pa je seveda na ravni sistema, bom rekla tako, Evropske unije kot slovenske države. Tukaj recimo imamo civilno zaščito odlično
plus, že skoraj urejeno. Ni samo civilna zaščita, govorim vsi, ki smo Vsi, udeleženi v tem. ki so vpleteni Tako. v ta proces obveščanja in potem Tako. tudi pomoči. Zdaj, na ravni politike in na ravni organizacij znotraj naše evropske skupnosti se pa seveda dogajajo različni ukrepi, sprejemajo se zakoni, uredbe, ki bi na nek način ustavljale te povzročitelje, človeške dejavnike, podnebnih sprememb in na drug način seveda tudi povečale našo odpornost, je zdaj tako moderna beseda in jo vsi radi uporabljamo, se pravi našo odpornost na to, kar iz teh sprememb prihaja. Ja, In vaše delo, kot vodja tega oddelka, ki ste ga zdaj preimenovali, je kaj natančno, s čim se vi vsakodnevno ukvarjate, katere probleme skušate rešiti? ja, mislim, mogoče lahko malo povem, kaj smo. Mi smo Evropska agencija, ki je v bistvu ena izmed agencij Evropske unije. V Kopenhagnu smo stacionirani. In v bistvu naša primarna naloga je, da zbiramo podatke. To se pravi podatke iz držav, pa tudi podatke, ki prihajajo iz drugih virov, kot Kopernikus recimo. Kopernikus je evropski program, ki zbira različne podatke o različnih zadevah. Ena izmed servisov je tudi podnebni servis. To mi zbiramo in potem seveda pregledamo podatke, harmoniziramo in potem na podlagi teh podatkov naredimo različna poročila. In ta poročila so ponavadi kot en vhodni podatek za politike. Če enostavno povem, v bistvu mi prevajamo znanost v jezik politikov. To se pravi, ko se kakšne novi zakoni sprejemajo, nekakšna recimo direktiva ali kaj takšnega, je vedno na podlagi podatkov. In v bistvu celotna agencija se s tem ukvarja. Jaz vodim oddelek, kjer se v bistvu smo znotraj te velike, recimo del ene večjega direkcije, ki se imenuje za podnebje, znotraj tega pa smo oddelek, ki se imenuje za podnebna tveganja in odpornost. In na podnebni nevtralnosti smo že kar dosti naredili. To se pravi, v Evropi imamo podnebni zakon, Evropski podnebni zakon, ki pravi, da moramo biti nevtralni do 2050. Potem se zdaj, v bistvu smo tu do 2040, da moramo zmanjšati, predlog je bil, da moramo zmanjšati emisije za 90%. To se je zdaj malo ustavilo, ker so ene države mogoče se malo začele spraševati. Najbrž se bo to spet nekako porinilo naprej. Evropa prispeva 7% vseh recimo emisij globalnih, to se pravi, in se zmanjšujejo. To tudi, če mi v Evropi zmanjšamo emisije na nič, če se globalno nič ne naredi, bo še vedno 93% vseh emisij in Evropa, zaradi tega, ko je Mojca povedala, leži, se greva hitreje kot preostali del, kot recimo globalno. In ene ocene so, da se približno 2-krat hitreje segrevamo kot globalno povprečje in smo najhitreje, recimo, se segrevamo od vseh kontinentov najhitreje. To se pravi, da so ti vplivi podnebnih sprememb v Evropi kar vidni. Zdaj, na srečo smo dokaj bogati kontinent in smo dokaj odporni. Kako dolgo je vprašanje? V kakšnem smislu smo odporni? Jaz sem zdaj, ko vas poslušam, razmišljala o tem, da se bo migracijski tok mogoče obrnil v eno drugo smer, da bomo zaradi podnebnih razmer morali zapuščati določene predele Evrope, ker ne bodo več vzdržni za življenje. To je seveda taka pesimistična projekcija, ne pravim, da je napoved, ne morem jaz dajati takih napovedi, ampak prešinilo me je ravno ob tem podatku, da se Evropa najhitreje segreva, da pravzaprav to pomeni, da morda nekoč več ne bo primerna za bivanje čez nekaj 100 let. Upam, da ne. Mislim, seveda migracijski toki so v Evropo in bodo v Evropo, pa tudi v Evropi bodo med različnimi regijami. Kot Južna Evropa, ki se še hitreje segreva kot povprečna Evropa, je seveda mogoče, da se bo migracijski tok iz juga proti severu nekako
potekali. Ne. Migracije so spet ena tematika, ki je zelo težka za napovedati, pa tudi podnebne spremembe in migracije so te povezave. To je posebna tema, ki bi lahko posvetili en poseben pogovor. Ker je pa migracije podnebne so tudi neka realnost, ki je mogoče še ne razmišljamo o njej tako veliko, ampak vseeno obstaja. Prej ste rekli, prevajate znanstveni jezik v politični. Zakaj se toliko vsebine izgubi s prevodom? Ne, prevod je v redu. V bistvu, kako se prebere potem ta prevod, je drugo vprašanje. In v bistvu se nam uspeva, se premika. Zapravi, na nevtralnosti smo nekje. Hotel se povedati, da pač podnebna odpornost se pa komaj zdaj začela delati. To se pravi, zdaj trenutno se pripravljajo predlogi, Evropska komisija pripravlja predlog o tako imenovanem planu prilagajanja, ki je staro ime, novo ime najbrž novo ime bo plan odpornosti na podnebne spremembe in to bo prišlo ven naslednjo leto. Kot en plan, ki bo prišel ven kot zakon. In potem seveda bodo države to mogle potem prevesti v nacionalno zakonodajo. To pa je potem naslednji korak. Ampak na evropski do konca leta 2026 bo prišel predlog Evropske komisije o prilagajanju oziroma dvigu odpornosti na podnebne spremembe in potem pa gre to v politično kolesje. Kako dolgo bo to trajalo, da bo to sprejeto, je pa vprašanje. Je semantika tukaj zelo pomembna. Mogoče prilagajanje ljudem je manj všečna beseda, ne želimo se prilagajati, ne želimo nečesa spreminjati, odporni pa želimo biti. Je to načrtno sprememba tega izraza izvira iz pač poznavanja množične psihologije in tega, kako se ljudje odzivamo na določeno terminologijo. Ena nam je všeč, jo sprejmemo, drugo odklonimo. V bistvu smo načeloma psihologov, ki preverjajo ta imena. Smo spremenili izrazoslovje zaradi tega. Prilagajanje je bolj reakcijsko. To se pravi, nekaj se zgodi, potem pa se začnemo prilagajati na to. Odpornost je bolj proaktivna. To se pravi, da v bistvu višamo odpornost in pripravljenost družbe na nove dogodke. To se pravi, podnebne spremembe so nekaj, kar še nismo izkusili prej, tako da je nekaj, kar prihaja in vemo, kaj prihaja in tako treba dvigniti odpornost družbe na ta podnebna tveganja, pa tudi, če dvignemo odpornost družbe na podnebna tveganja, se tudi dvigne odpornost na ostala tveganja. Se pravi, gre skupaj. Zato je tudi izrazoslovje nekako prilagojeno, ker zdaj so 3 prioritete Evropske recimo unije so trenutno. So varnost, je potem odpornost, pa konkurenčnost. In zdaj vse 3 stvari so nekako povezane. In tu pač poskušamo nekako najti še neko, da so podnebne spremembe del vsega. Ker če smo odporni, potem smo tudi lahko, imamo več financ za inovacije in potem pridemo do konkurenčnosti. In to je v bistvu cela logika nazaj, zakaj je odpornost tako pomembna. Ker potem prvi, če smo kontinent, ki bo prvi odporen, imamo prednosti. Se strinjate, Srečko? Ste prikimali, a ne? Nimam sploh, bom rekel, pomisleka, da se ne bi strinjal. Dejansko je res in to se aplicira praktično na vsa področja. Tudi na našem področju, pa na področju obrambe, ker sem na ministrstvu, govorimo o odpornosti. Trenutno je to glavna tematika in na to odpornost in pa krepitev te odpornosti gredo različni ukrepi ali pa, akcije, kakor hočete, izzivi. Vse te stvari. Tako da tudi na našem področju, absolutno, mi smo o tem razmišljali, ne sicer z izrazom odpornost, ampak kakšnimi drugimi izrazi že. Prej ko smo sodelali pred oddajo, sem rekel, 2004 smo že mi razpisali eno raziskovalno nalogo, katere nosilka je bila potem skozi razpis Lučka Kajfež-Bogataj, njen kolega Bergant je sodeloval, pa Andreja Sušnikova, kjer smo želeli dobiti informacije, kako bo te podnebne spremembe lahko vplivale na naše delo, na naš odziv.
Mislim, da smo se tam kar nekaj takih stvari dobili kot dobro informacijo. Je pa to dejstvo, ko sem prej rekel, da če je to lokalno in če je to nenapovedljivo, natančno, zaenkrat še tega ni možno, je potem nam bistveno težje. Ampak ne glede na to, mi smo se vsaj z opremo in z usposabljanjem že prilagajali, to je že 20 let, praktično se prilagajamo. In še zmeraj se bomo morali prilagajati. Ko bomo imeli še več informacij in natančnejše informacije, pa se bomo pa še lažje, odnosno bolj kakovostno prilagajali. Zdaj, pri vremenu je tako, ne, da se ga ne da napovedovati, nič vedeževalskega ni pri vašem delu, a ne. To so modeli, projekcije, ne morete pa biti 100% prepričani, da se bo točno tako zgodilo, ne, kar je povsem normalno. Ampak vendarle te projekcije in ti modeli se pa zelo izpopolnjujejo, ne. Z vedno večjo gotovostjo lahko določene stvari napoveste, če uporabim to besedo, ne. Ja, v resnici mi ločimo, ne, vreme napovedujemo, ker tukaj gre vseeno za eno stopnjo večjo zanesljivost, ne. Kot pa je rekel Srečko, ne, so različni dogodki zelo različno napovedljivi, a ne. In ravno pri teh najbolj ekstremnih dogodkih, posebej, ko gre za te konvektivne dogodke, se pravi nalive, nevihte, neurja, teh še kar nekaj časa ne bomo mogli napovedati natančen čas in natančen kraj, ne. Kot je bilo že omenjeno, ne, tako kot leta 1923, mi smo videli signal, da se bo nekaj dogajalo, ne. Da bo ekstremno, da bo hudo, točno kje, v kateri dolini, a ne, ker vemo tudi, posledice so bile zelo različne po Sloveniji, a ne, in točno kje, v kateri dolini se bo pa zgodilo, to pa žal ne, a ne. Potem pa, ko gremo pa na podnebje, ne, so pa drugačne, podnebje pa ne moremo napovedati, ne. Zato prav drugačen termin uporabljamo, ne. Govorimo o projekcijah, ki pa temeljijo na nekih scenarijih, kaj bomo mi kot človeštvo uspeli narediti glede izpustov toplogrednih plinov, ker je zelo od tega odvisno, ne. Mi poznamo, se pravi, ti modeli pač nekako oponašajo fizični svet. To znamo že kar dosti dobro narediti, vse dele podnebnega sistema znamo dobro simulirati, od atmosfere, oceanov, ledenega pokrova in tako naprej. Ampak bistven vhodni podatek so pa izpusti toplogrednih plinov, a ne. In zato imamo različne scenarije. Imamo najbolj optimistični scenarij, ki naj bi sledil Pariškemu sporazumu. Nad tem moram reči, da smo oziroma eksperti, klimatologi kar malo obupali, ne, ker že 10 let od tega mineva, pa smo zelo počasni. Tako da je bolj malo verjeten ta scenarij. Potem imamo pa še druge, imamo najbolj pesimističnega, ki mu rečemo tudi business as usual, ne, ki naj bi nekako predpostavljal, da večjih uspehov pri blaženju oziroma omejevanju izpustov ne bo. Potem so pa še neki srednji scenariji, ki pa upamo, da bodo nekako uresničljivi. Recimo tudi pri prilagajanju najpogosteje tem scenarijem sledimo, ne. In za Slovenijo imamo tudi pripravljene te različne scenarije, vse najbolj optimističnega, potem srednjega in pa najbolj pesimističnega, tja do konca stoletja, ne, naprej ne gremo več, ker je že predaleč, ampak že to nam je dovolj, da vemo, na kakšne drugačne razmere se bomo morali prilagoditi, ne. Blaž, prej ste omenili, Evropa prispeva samo 7%, a ne. Hkrati je pa Evropa, kot kaže iz spremljanja medijev in vseh dejavnosti, pravzaprav edina, ki se pa resno ukvarja z zmanjševanjem teh emisij, ne. To je svojevrsten paradoks, a ni? Da pravzaprav dežela, ki v tem trenutku najmanj onesnažuje planet, si najbolj prizadeva za to. Seveda je to odlično in hvalevredno, ampak kaj, ko posnemovalcev nekako ni, ne? Ker pri politiki na globalni ravni se dejansko vse ustavi, večina politikov ni pripravljena. Nedavno na konferenci v Združenih narodih smo slišali celo to, da pač so
podnebne spremembe prevara in tako naprej, ne, in to iz ust pač nekoga, ki ima nažalost veliko moč in vpliv v svetu. Skratka, zdaj moram priti do enega vprašanja, ne, da ta traktat zaključim. Skratka, ta diskrepanca med tem, da pravzaprav nismo najhujši onesnaževalci podnebni, ne, in da se najbolj trudimo, se mi zdi, da tudi kot posamezniki, kaj nam to govori o stanju današnjega sveta v globalnem smislu, a ne? In mi vedno rečemo, nekdo mora biti prvi. Ne? In upam, da bodo ostali sledili in bojo sledili. Ne? Kitajska je danes zjutraj, oziroma včeraj zvečer napovedala, da bojo zmanjšali do leta 2035 emisije za 10%. Ne? In to bodo. Ne? Potem seveda počasi bodo še ostali sledili. Združene države prispevajo okoli 25% emisij in so, recimo, je manj prebivalcev v Združenih državah kot v Evropi. Ne? To ostali bodo sledili, ker nekaj se bo spremenilo. Ne? Zdaj pač tako sem prej povedal, tudi če zmanjšamo emisije, vsi še podnebne spremembe še bodo vedno vidne in še ekstremni dogodki še bodo vedno nekako se povečevali. Ne? Vsaj v naslednjih desetletjih, ne? Potem, ko bomo nevtralni. Ne? V bistvu lahko vse prevedemo v ekonomijo. Ne? Mi tu zbiramo podatke o škodah po Evropi. Ne? In za novi podatki, ki jih objavljamo zdaj, od leta 1980 zbiramo te podatke, je okoli 820 milijard evrov škod je bilo v Evropi v zadnjih 45 letih, v zadnjih 3 letih od tega 200 milijard. Ne? To se pravi, to še vse večja. Ne? Slovenija škode 2023 je nekaj ocenjena, neka številka, ki je v bistvu nekako prevzeta, je okoli 10 milijard, ne? Ker je bilo največji delež v tistem letu. Ne? Okoli 50 milijard povprečno na leto izgubimo. In če ne naredimo nič, projekcije teh škod do konca stoletja 1000 milijard, ne? Od 50 do 1000. In to potem nekdo plačuje. Ne? In na koncu se seveda vse skupaj, ekonomija pač moramo začeti. Ampak ko rečete, izgubili toliko in toliko milijard, države, se pravi državni proračuni, torej davkoplačevalci ali korporacije, biznis? Oboji? Oboji. Mislim, merimo tudi zavarovanja. Ne? In povprečno v Evropi je samo 20% škod zavarovanih. Ne? Povprečno. V Sloveniji 5%. Ne? Povprečno. Ne? In so države, ko mogoče so okoli 50%, recimo Severna Evropa. In seveda to se potem nekako nazaj prelije iz zavarovanj, ta majhen delež, ostalo pride iz zasebnih, mislim, sami plačamo, ali pa pride iz javnih skladov. Ne? In to pač dolgoročno ne bo šlo. To se pravi, mi moramo investirati v to odpornost, ker v bistvu škode, ki se večajo, če jih vedno pokrivamo, dolgoročno to ne gre. Ne. Problem je, ker pač bomo zdaj v naslednjih obdobjih, v naslednjih desetletjih bomo mogli financirati v prilagajanje, oziroma v odpornost, bomo mogli financirati v blaženje, pa še pokrivanje škod. Ne. Zdaj, če bo to vse skupaj, to bo v naslednjih desetletjih je v bistvu investicija velika. Ne. In kako dolgo bo to lahko, kako dolgo bo to zdržalo, kako dolgo bodo proračuni zdržali in kako bo to predstavljeno, je pa seveda vprašanje. Ne? Ker vsaka investicija v blaženje in v prilagajanje oziroma odpornost je investicija v družbo. Ne? In se pač v bistvu prinese nazaj. Ne? Ja, prinese družbi nekaj vrne. Nekaj vrne, ja. Zdaj, eno od področij, ki je mogoče najbolj zaskrbljujoče in seveda zelo pomembno za čisto vse med nami, je področje škode, ki nastaja v kmetijstvu. Ne? Ta je tudi brez
zelo ekstremnih dogodkov, a ne, kjer se uniči vse, podvržena novim boleznim, novim škodljivcem, lokalnim vremenskim razmeram, a ne. In seveda tudi to segrevanje v Evropi, ne, ali pa recimo, če se umimo na Slovenijo, je prineslo, temu rečejo tujerodne živalske vrste, ne, na naša tla, ki povzročajo veliko škode, ne. Zdaj, tukaj verjetno jim z napovedmi, vremenom, z ukrepi in tako težko pomagamo, a ne. Tukaj verjetno potem pride do tega, kar ste omenili, Blaž, da se te škode potem morajo povrniti nekako, ne, ampak tudi če se škoda za izgubljen pridelek povrne, smo brez hrane, ne, smo brez sadja, smo brez koruze, smo brez tega, onega, ne, to so zelo resne stvari. Koliko se Evropska vaša komisija, recimo, ki se sicer ukvarja s podnebjem, ampak gotovo se ukvarjate tudi s temi temami, a ne, ker so zelo pomembne za preživetje vseh nas. Ja, seveda. Mislim, hrana je eden izmed vidikov, s katero res moramo gledati, kako se bo kmetijstvo lahko prilagodilo, kako bomo lahko povečali odpornost v kmetijstvu, in kje, ne. Če gremo kmetijstvo po Evropi spet, imamo različne, recimo kmetijske prakse, pa tudi različne vplive podnebnih sprememb na kmetijstvo, ne. Južna Evropa spet, bom poudaril, ker je res, v Južni Evropi res imamo problem, ne. Kmetijstvo, ki je dokaj pomembna panoga v Južni Evropi, se v naslednjih 10 letih, koliko bomo imeli vode za kmetijstvo, je vprašanje. Kako bomo lahko to kmetijstvo nekako, da bo tudi sonaravno, in od kje bomo vzeli vodo za namakanje in tako dalje, če je potrebno namakanje, je vprašanje, ne. Ker potem pride do te tekmovalnosti med sektorji, ne. Hočemo imeti v Španiji turizem, pa kmetijstvo, pa še industrijo, ne. In vse potrebuje vodo, vode pa je manj, ne, zaradi suš, ne. In seveda, kako bo to narejeno na evropski ravni, ker kmetijska politika je takšna, vsi pač pridelujemo, hočemo kupovati lokalno, kmetijski trg pa je evropski, ne. In potem pride do teh trenj, ne. Ker potem hočemo vse imeti vedno, bomo tudi morali spremeniti malo navade, ne. Saj verjetno to, da bi imeli vsi vse lokalno, govorimo o zelenjavi, pa recimo mesu, pa mlečnih izdelkih, v Sloveniji praktično ni mogoče, ne. Mi nimamo dovolj pridelkov in ponudbe, da bi lahko svoje lastne potrebe zadovoljili ali. Za to potrošniško kulturo ne. Zdaj se že dotikamo tega, ne, da gremo od podnebnih sprememb k spremembam v našem ravnanju, v nas samih. Zakaj se nam je tako težko odpovedati nekaterim stvarem, ki mogoče sploh niso tako nujne, ne? A je to stvar, ne vem, neke propagande ali... Skratka, ljudje se zelo težko, ne, odrečemo nečemu, čeprav vemo, da je to koristno, ne, da bi recimo manj voženj z avtom bilo super, ker bo manj izpustov v zraku, ne. Koliko sistem tle nam pomaga, ne, nas spodbuja, nas ne neprestano krega in kaznuje, ampak nam daje tudi kakšne spodbude. Kaj vi menite? Zdaj tako grem malo ven iz vaših področij, čisto na neko to splošno sliko družbe, v kateri živimo in smo vsi njen del in pač vidimo vsak dan stvari, ki se godijo okrog nas, ne. Jaz mislim, da je v naravi človeka, da težko sprejema spremembe, ne. Tako, to je tisto prvo, kar je, in mislim, da smo tudi kot družba, vsaj ta zahodna družba, ne, v kateri mi živimo, smo postali kar malo razvajeni, ne. Vsega imamo na pretek in si zelo težko predstavljamo, kako bi brez neke dobrine, ki je v resnici samo luksus,
ni več potrebna za preživetje. Ne. Ampak mislim, da ravno ob teh nesrečah se pa vidi, kakšen je odziv, predvsem pri tistih ljudeh, ki so izkusili na svoji koži neko nesrečo ali pa vpliv, da so bili oni neposredno prizadeti. Pri teh ljudeh se pa zelo hitro dvigne ta pripravljenost nekaj narediti. Ne. Druga stvar se mi pa zdi, da je pa mladina, ne. Se pravi, ta rod, ki prihaja za nami, da so relativno zelo osveščeni, ne, da se zavedajo tega, da svet za njih ne bo enak, kot je bil za nas. Ne. In se mi zdi, da je tukaj tudi lahko en razlog za optimizem, ker tole se dogaja, tudi gibanje mladih se dogaja že kar nekaj let, ali pa lahko rečemo že kar desetletje, in počasi te generacije prihajajo tudi recimo na odločevalske pozicije, se pravi, niso več mladi tam, recimo šolajoča mladina in tako naprej, ampak odraščajo in dobivajo vlogo tudi recimo s tem, da imajo več moči. Ne, ker na koncu mislim, da je tako, vedno je zadeva pri posamezniku, ne glede na to, kaj moramo narediti kot družba, ampak zavedanje posameznika je tisto pomembno, ker bo tako deloval tudi na neki funkciji potem. A ne? No, tle bi se jaz z Mojcem morda strinjal, ampak jaz bi seveda šel na svoje področje. Bom rekel, mi imamo z mladimi, ki je že omenila te, bom rekel, generacije, dobre izkušnje. Predvsem v teh strukturah, ki so naše glavne strukture, gasilstvo in pa druge strukture, tukaj nimamo nobenih težav z pridobivanjem mladih ljudi, od vrtca naprej, aktivnosti, ki potekajo iz teh velikih, bom rekel, širokih struktur, dobimo potem zelo uspešne posameznike in ekipe. In verjamem, da je tukaj pomembno to delo, ki smo ga v naši domovini, ta novi 30 let stari ali 35, malo zanemarili. Ta, če smem zdaj uporabiti tisti izraz iz nekih drugega področja, domovinska vzgoja, ki je vse skupaj vezano tudi na to, ko se zdaj pogovarjamo. Ni nujno, da je to samo na obrambo in zaščito in ne vem kaj, ampak na vse ostale, bom rekel, segmente te naše družbe je to vezano. In jaz verjamem, da pri toliko strukturah prostovoljnih, ki sodelujejo v različnih, bom rekel, aktivnostih in to vzgojo imajo nekje že privzeto, da se bo tudi ta družba kot celota verjetno počasi mogla dvigniti iz tega. Pa še se navežem še prej na Blaža, pa na tisto kmetijstvo. Jaz se spomnim moje stare mame, ki je govorila o Avstro-Ogrski, je bilo pa tudi tako. In dejansko smo mi, ne zdaj, kot mi, mlada država, ampak tudi v bivši državi, pozabili določena, če smem temu reči, pravila. Mi imamo, recimo sejemo ali pa sadimo kulture na območja, ki niso sploh primerna za to. Na koncu pride do nesreče naravne, potem pa še plačamo kot država, ali pa pomagamo, ali pa zavarovalnica plača, če je zavarovano. Tako da tukaj bo treba en korak naprej, da bomo verjetno kot družba, pa nosilc seveda je kmetijsko ministrstvo, da bomo počasi prišli do tega, da bomo rekli, opa, pri meni doma v Ilirski Bistrici pa ne boste sejali žita, ker je prvič je pridelek majhen, drugič je suša bolj pogosta, ali pa ne, se zmišljujem zdaj. V tem smislu. No, ali pa na drugih območjih je drugega. In s tem bomo dvignili tisto samooskrbno procent, samooskrbe, ker ne bomo imeli pridelke bistveno višje, ker jih tudi naravna nesreča ne bo toliko prizadela. In marsikaj drugega. Tako da jaz mislim, da kot družba imamo še veliko moderno, bom rekel, izzivov, ki jih se je treba lotiti na prav način in čim prej. In potem bomo imeli tudi manj izpustov in manj vsega, ker bomo imeli manj težav z obdelovanjem, z namakanjem, z vsem, če bomo ustrezne kulture dali na ustrezne podlage, če uporabim ta izraz. Tako je namakanje, jaz mislim, da se bo Mojca absolutno strinjala. Namakanje je samo ohranjanje pri življenju, nič drugega. Vse drugo je
odvisno od temperature in vsega ostalega. In še namakanja imamo v tej državi zelo malo, še tisto, kar imamo, ne funkcionira ali pa ne uporabljamo. No? Tako da v tem smislu je treba pa zaščita protitočna, pa to, da ne naštevam, ker nisem strokovnjak z tega področja, ampak veliko delam s tem, je treba razmišljati o tem, kako vse to, bom rekel, uvesti nazaj ali pa naprej, se ni pomembno kam, da bomo dvignili to našo samooskrbo. Ne, kot je prej Blaž rekel, seveda smo evropski trg, ampak jaz bi vseeno rajši pojel ono jabolko, ki pride tamle iz, bom rekel, tudi iz Krškega, po Krovnu, ki potuje 7 dni tam od nekod. Tako da v tem smislu jaz verjamem, da imamo še, pravim, veliko dela, samo malo dobre volje različnih deležnikov, pa bodo stvari bistveno boljše. Jaz bi super to dopolnila, ne, ker tako kot je rekel Srečko, imamo zelo veliko izzivov, imamo pa tudi zelo veliko znanja. Ne. Se pravi, en potencial, velik potencial, da spremenimo. In mislim, da v Sloveniji imamo še to prednost, ne, da smo pa kljub ta majhnost je naša prednost tukaj, ne, da smo bolj fleksibilni, da se na ta način tudi lažje prilagajamo. Ne. In kmetijski sektor je tudi eden prvih, ki je začutil podnebne spremembe in je tudi eden, ima pravzaprav kar bogato zgodovino že recimo prilagajanja in znanja. In ima tudi znanje, zdaj samo volja je še potrebna, ne, pa mogoče kakšna dobra stimulacija, ne, da se mogoče iz teh recimo tega okvira, da se škoda poplačuje, gre raje v financiranje prilagajanja. Ne. Se pravi, imamo znanje in imamo možnosti, ne? Samo izkoristiti jih je treba. Ja, mislim, se strinjam z obema, Srečko in Mojca. Mislim, jaz sem velik zagovornik ne samo znanja, ampak predstavitev znanja, tudi tisti, ko morajo vedeti. Ne? Imamo prvič obveščanje, ozaveščanje, pa potem pogovor. Ne? In mladi seveda vedo že dost, mislim, se moramo več narediti, da se to v bistvu podnebne spremembe, pa odpornost, pa vse te debate nekako vključijo v kurikulum šol, ki je mogoče malo drugače porazporejeno po Evropi, mogoče ene države so malo bolj napredne, druge malo manj. Potem ozaveščanja javnosti, to se pravi pogovor, diskurs, ne, to je zelo pomembno. To, ko vidimo, da ko gremo v lokalno skupnost, to vi veste, ne, pa se pogovarjati z ljudmi, se bomo vsi strinjali. Ne. Če bomo pa samo rekli, treba narediti to, pa ne bo šlo. Ne. Tako imamo recimo prostorsko planiranje, en taki problem. Ne. Bomo hišo nazaj postavili ali bomo kam spremenili. Ne. In potem na koncu pogovarjati se s tistimi, ki odločajo, ne? Politiki. Politiki v bistvu rabijo, mislim, 2 stvari so jim pomembne. To se pravi, da je nekako ekonomija v državi funkcionira, pa da so izvoljeni. Ne? Izvoljeni so pa od ljudi. Ne? In če ljudje, v bistvu nekakšna energija med politikom in ljudmi obstaja, potem bo to seveda šlo na bolje. Ne? In to v bistvu, kako pač spraviti ta znanja, pa različne rezultate v javnost, pa da se bo to razumelo kot potencialno pozitivne nekakšna sporočila. Ne? Je pa seveda vprašanje, imamo medije, imamo socialno mrežo in vse to, in to moramo res uporabiti. Več, kot pa se trenutno uporablja za to. Ne? Ja, ker to ex katedra, ne, tako imenovano pridiganje, ljudje zelo slabo sprejmemo. Ne? Če pa pride do dialoga, do pogovora in če se prisluhne tudi nekomu, ki ni toliko uk v tem, ne, ki nima dovolj znanja, je pa radoveden, ga zanima in je pozitivno nastrojen in pripravljen tudi on sam nekaj narediti, ne, tukaj pa lahko potem nekako pridemo skupaj in gradimo, ne, boljšo skupnost. Je tudi moderna beseda, ki se danes veliko uporablja, včasih tudi zlorablja, ampak še vedno mislim, da je skupnost nekaj zelo pomembnega in ima en tak temeljen pomen in namen sploh na teh manjših ravneh. Ne? Tam se to verjetno najbolj vidi, kako skupnost lahko močno deluje in nekaj premakne.
No, jaz mislim, da se premika tudi ne samo na teh manjših. Videli smo zdaj recimo v poplavah, pa tudi v požarih, ta velikih. Mi v takih dogodkih nimamo težav kot družba. Stopimo skupaj, pomagamo na različne načine. Se pravi, izkušnje iz teh poplav ali pa iz požara 2022 na Krasu, tega se ne da opisati. Tam so ljudje, pa ne samo tam, iz Krasa, iz Ljubljane, povsod, ne vem, vozili pice, da ne naštevam, kaj vse je prihajalo tukaj dol, kot da nimamo hrane, ampak hvala jim vsem še enkrat. S tem so pokazali, bom rekel, kako radi pomagajo. Pa seveda je bilo tudi ogromno prostovoljcev, še več v poplavah, ker požar je malo specifike tam. Pri poplavah pa vsak misli, da lahko kaj pomaga. Mislim, jaz sem vsakem hvaležen, ampak seveda mi smo imeli takrat preveč ljudi, preveč prostovoljcev in nismo imeli kaj jim dodelati, plus tega moramo pa skrbeti za varnost. Mi smo odgovorni za te ljudi, če jih vzamemo v svoje vrste in jim damo neko delo. Tako da verjamem, da imamo te volje in tega, bom rekel, veliko kot državljani, s tem, da je treba morda to prakso ali pa primer dobre prakse nekako skozi, kot je rekel Blaž, skozi različne načine, medije, ne vem, strokovnjake, ne vem se kaj, prenesti tudi na druga področja. Da bomo imeli tudi na drugih področjih tako voljo, bom tako rekel. In potem bomo verjetno kot družba zrasli na hitro. Zelo na hitro, ker potenciala, kot je prej Mojca rekla, jaz sem prepričan in soglašam z njo, v tej državi imamo veliko strokovnjakov na različnih področjih. Samo nekoga je treba, ki bo tu usmerjal, pa par ljudi, ki bodo imeli voljo, da bo tu, bom rekel, skupaj zložili, če smem uporabiti ta izraz. In jaz se za to družbo našo ne bojim. Je pa res, še enkrat, še Blaža podprem, v šolski sistem je treba uvesti določene vsebine. Mi smo kot ministrstvo ali pa uprava za zaščito in reševanje potrebovali, mislim, da 6 let ali celo 7, da smo pripeljali izbirni predmet varstvo pred nesrečami v zadnjo triado osnovne šole. 6 let, vas lepo prosim. No, pa tu 2 leta, 3 je to živelo lepo, ne vem, koliko šol je to izvajalo, usposobili smo ne vem koliko učiteljno. Zdaj pa se bojim, ne vem, nisem preveril, ampak mislim, da je številka zelo majhna. Kar pokaže na to, da smo tudi na teh področjih malo pozabili, če nas seveda kaj po glavi ne udari. No, in v tem smislu jaz mislim, da je še znamo, ampak nekoga rabimo, ki nam bo pokazal, kako, ali pa pokazal nas v smeru. Kot družbo govorim, ne nas 3. Mojca je prej omenila mlado generacijo in jaz se tudi zelo strinjam z vsemi vami, da lahko še kako stavimo nanje, ker so pripravljeni marsikaj narediti, se mi zdi. Imamo to gibanje mladi proti podnebnim spremembam. A kaj sodelujete z njimi, vaša agencija, ste v stiku s temi, ker to je kar široko razvejana mreža po vsej Evropi. Dobro, kakšne akcije so tudi take, da se mnogi z njimi ne bi strinjali, ampak to ni tako pomembno. Pomemben je ta osnovni cilj, ki mu sledijo in ki je zelo dober. Je, v bistvu mi sodelujemo z mladimi, imamo cel en program mladi za okolje in podnebne spremembe, ker pač povabimo recimo skupine mladih k nam, pa se pogovarjamo. In jaz imam zelo pozitivne izkušnje s tem, da se v bistvu se bo in tudi dosti upanja, da nam bo uspelo kot družbi. Zato, ker res mladi imajo veliko idej, so zelo motivirani in vprašanje je samo, kako hitro, pa koliko bo to stalo. Ampak v naslednjih 10 letih seveda se bo to premaknilo. In vsi pogovori z mladimi, ki sem imel do zdaj, so bili seveda zelo pozitivni in vidim, da se veliko premika. Te generacije se mi zdi, vsaj toliko, kot jih jaz poznam in spremljam, se brez težav prilagajajo. Se pravi, se pač več vozijo s kolesi, niso odvisni od tega, da morajo imeti svoj avto, si ga delijo in tako, pa še veliko takih stvari. Tako da to dejansko vzbuja upanje, da pač se zavedajo stvari, ki jih je treba spremeniti in da so jih tudi pripravljeni narediti, kar je pravzaprav
lahko vir optimizma, ne? Ja. Za vse nas. Za konec bi pa, če ne zamerite, ne, ampak sem tako razmišljala, vreme vedno se tako, ne, odnos do vremena, zdaj smo se pogovarjali o spremembah klimatskih, o nekih globalnih rečeh, o nesrečah, ujmah, vsem tem, kar nas doletava nenehno, ne. Se bi pa rada mogoče, če ste za to, da mi poveste, če imate še vedno kljub svojemu delu, ne, vsemu, kar vidite, raziskujete in tako naprej, še vedno kdaj tudi en tak oseben, romantičen, mogoče sentimentalen odnos z vremenom, vetrom, dežjem in tako naprej. Recimo so še lahko v vašem življenju, gotovo so, ne, te trenutki, ko je pa vreme nekaj tako, ni treba razmišljati zdaj, a bo nesreča, kaj moram zdaj sprognozirati, a ne, kakšne ukrepe moramo pripraviti, skratka, ko vse to odpade, ne, in je samo, ne vem, lep, sončen ali pa rahlo oblačen dan, nežen dežek. Ta občutja me zanima in še delite tako, se kdaj tako zazrete v nebo, brez... Mogoče lahko jaz začnem. Ja. Mislim, jaz živim na Danskem zadnjih 15 letih in vreme tam je, ne, v bistvu je poletje 20 stopinj pa dež, ne, ali pa rosi, tako da ko je v bistvu 20 stopinj, v bistvu smo vsi v kratkih rokavih, ne, ali pa še manj oblečeni, ne. Tako da v bistvu kdarkoli je toplo, sonce, seveda cela družba gre ven in se sonči, ne? Ampak to sonči se pri 15 ali pa 18 stopinjah. Druga stvar je, v bistvu jaz se prevažam po Kopenhagnu z kolesom, ker v bistvu to se vsi, in ne glede na vreme, ne? To se pravi 365 dni v letu, sem na kolesu, zdaj pač treba se obleči, ne? In rečemo, da ni slabega vremena, so samo slaba oblačila, ne? In tako da v bistvu seveda je veselje biti zunaj v lepem vremenu, pa dostikrat je tudi ta dež, pa rosi, pa potem prideš cel moker v službo in potem, ne vem, tudi če se prav oblečen, še vedno ni dovolj, ne. Tako da tale romantični odnos do vremena bo to, ne. Kdaj bo lepo vreme, in lepo vreme seveda na Danskem je, tako sem rekel, ni tako, kot je v Sloveniji, ne. Vroče nam ni, ne. Ja, tako da tiste dni, ko je pa sonce, pa je res lepo, ne. Mojca? Ja, jaz sem pravzaprav že smer študija izbrala ravno zaradi tega odnosa do vremena, ker me je zelo, zelo fasciniralo slabo vreme, ne, predvsem nevihte, to burno dogajanje, sem želela na nek način razumeti vse skupaj. In še danes, sicer zaradi samega poklica, mi ni prijetno, kadar imamo zelo burno vreme, ker vem, kaj temu sledi, ampak če sem nekje na varnem, pa da mi ni treba skrbeti več za to, imam pa zelo rada nevihte, da jih opazujem, kaj se dogaja, da tudi močan veter na morju mi je všeč. To je romantika. Dobro, jaz sem z vremenom povezan tako poklicno, bom rekel, kot tudi privatno. Privatno zaradi same vožnje, ki se vsak dan vozim z Ilirske Bistrice, meni je zelo lepo, ko pada sneg, če sem seveda doma. Ampak ko se spomnim, da moram zjutraj ob 5 pa 20 na pot v Ljubljano, pa mi že malo drugače razmišljam. No, tako profesionalno pa itak imam zdaj, ko sem prej omenil, z mojcimi fanti, praktično vsak teden, 2-krat, 3-krat, 4-krat se slišimo, če je potrebno tudi večkrat. In tudi napovedi njihove stalno spremljam, temperaturo stalno spremljam, vsako jutro pogledam. Tako da imam ene take navade povezane z vremenom, seveda imam pa zelo rad lepo vreme, ko vsi mi. Tistega pretiranega sonca niti ne, ampak lepo vreme pa seveda, ker takrat zadihaš, pa jaz imam tudi okrog hiše ogromno dela, pa se skupaj tako, da je vezano tudi na to. Pri meni je pač ena taka čudna klima v naši Bistrici, da sadja skoraj nimamo več, ker je ali ga burja, ali ga slana, ali ga nekaj naredi. V glavnem se trudimo, se matramo, ampak vreme je velik dejavnik, no, ampak jaz mu ne zamerim. Pač
nekaj smo tudi na njo vplivali, ko smo prej v začetku rekli, Ja. verjetno, dobro, mi trije ali pa mi štirje, verjetno zelo malo v teh naših letih, ampak skozi ta stoletja smo, tako da v tem smislu vreme, jaz rečem ženi tako, ko včasih seveda se razburjamo oba, ki se kar naenkrat se nekaj spremeni ali pa ne vem, pot v službo, da tu ne moremo vplivati in dajmo vzeti tako, kot je in nekaj. Imamo težave, seveda jaz imam težave, po pravici povem, ko ene 2 dni dežuje, recimo, pa moram se voziti, pa zdaj, ko bo tema za domov in tema zjutraj, je kar naporno, pa napeto, pa avtocesta je polna vozil, tako da ni enostavno, ampak tu treba vzeti zakup, je pa res, ko smo prej rekli, snega bistveno manj, ga skoraj nimamo, enkrat na zimo pade na avtocesti, tle Primorki govorim, seveda, kakšna burja nam naredi malo štale po domače, ampak drugače pa nisem jezen na vreme nikoli, ker ga tudi kolegi dobro napovejo in potem se treba pač, ko je rekel Blaž, obleč, pripraviti, drugače pa ne vem. Ja. Tako da lahko sklenemo, ne, da vreme pač je ne dobro, ne slabo. Je delno, lahko pa, kot smo ugotovili, ne, delno vplivamo nanj in mogoče vplivamo nanj v taki pozitivni smeri, a ne, da nam bo vsem bolje. Hvala vam lepa, da ste bili gostje podcasta Samo en planet in srečno pot, lepo vreme na poti domov. a ne. Hvala. Hvala.